Legenda pravi, da je kača premagala štorkljo s pomočjo hitrih, gladkih napadov. Boj je opazoval Zhang Samfeng, nesmrtni učitelj in izumil Wudang Kung Fu. Njegove korenine segajo v 12. stoletje, a zdi se, da so odgovori, ki jih ponuja, uporabni še danes. 武当派将会成为我们21世纪以后的一个新的潮流。当这个水浑浊的时候啊，就需要有安静的地方，所以我们武当派就是起到这个让这个水浑浊的水安静下来的作用。 Skozi Wudang Kung Fu razvijamo moči, življenjsko energijo, spoznavamo sebe in raziskujemo naše bistvo in namen obstoja. 道家的思想是来源于天地人自然中间的一种规律而变化出来的，所以我们武当派要学什么呢？就要学天地人中间的规律。 Kot borilna veščina lahko to treniramo, lahko so pa tukaj pozadaj zdravstveni motivi, namreč te vaje tudi zelo dobro vplivajo na zdravje, na ravnotežje, na prekrvavljenost in tako dalje. Zelo pomembna pa je tudi filozofija oziroma miselnost, ki se skriva za tančico telesnih vaj. Mojstri kung fuja so zelo umirjeni ljudje, živijo v skladu z naravo in jo izjemno spoštujejo. Pravil, kako postati mojster, ni. Pomembna pa sta predanost, delavnost, odprtost misli in seveda dober učitelj. Zato se mojstri med seboj razlikujejo. 我相信大家了解到真正的中国文化以后，大家会接受它，然后会通过这种文化，使自己的这个境界，包括自己的文化，都会产生一种碰撞，产生一种新的这个境界出现。 In če je Postojnska jama za en dan postala tempelj borilnih veščin, je bila človeška ribica pomanjšan zmaj. Ta ima v kitajski kulturi posebno mesto. 这个《道德经》里面叫小中见大，我们今天能看到这样的这个小的这样的龙的这种鱼啊，我们就应该坚定的相信，那个天上飞的那种大的龙呢，就一定存在。 Prihod mojstra Juan Limina v Slovenijo so odlično sprejeli tudi navdušenci nad Wudang Kung Fujem in borilnimi veščinami. Šifu je imel kar nekaj predavanj in seminarjev, tako v Ljubljani kot v Kopru. Prvi pa so na vrsto prišli otroci. Gibalne navade je tako ali tako dobro razvijati že od otroštva dalje. Tukaj je pa mogoče še neka kulturna izmenjava, spoznavajo kulturo Kitajske, spoznavajo drugačen tip telesnih vaj, kot smo jih vajeni tukaj na zahodu. Svojo lekcijo kung fuja je dobil tudi Erazem Predjamski. Navdušenja ni skrival, tako kot ne mojster Juan Limin, ki je bil očaran nad igro narave, ki jo je že davno uprizorila na tem majhnem koščku sveta.